Če sem na vrsti, lepo zdrav vsem, dober dan, šalom, salam alejkum. Moje iskrene čestitke za torej organizatorjem za ta izjemen aktualen simpozij. Skupaj z Primožem Štrbencem sva pripravila referat, torej članek, ki bo tudi v reviji objavljen. In sicer Primož je sociolog, politolog, jaz pa kot zgodovinar, ki se ukvarjam s tem in to tudi predavam, torej neevropsko zgodovino na Filozofski fakulteti v Mariboru. Dovolite mi, da povem nekaj o tej temi. In sicer muslimanski svet, ki predstavlja veliko in zgodovinsko pomembno civilizacijo, teritorij znaten del svetovnega prebivalstva, je šel skozi svojo zgodovino, skozi bistveno različna obdobja, ki jih je treba upoštevati, če želimo ustrezno razumeti novejša in aktualna dogajanja v svetu islama oziroma Bližnjega vzhoda. Predvsem je treba poudariti, da je bila bistvena determinanta dogajanj v islamskem svetu položaj tega sveta v odnosu do drugih delov sveta, prvenstveno do Zahoda. Ne smemo pozabiti, da je ta svet od približno 9. do 15. stoletja bil v smislu civilizacijske, znanstvene in kulturne razvitosti superioren Zahodu. Saj so muslimanske politične tvorbe v tem času prevzele klasično grško dediščino in jo še močno nadgradile. Približno v 15. stoletju pa je začel islamski svet zaradi različnih dejavnikov izrazito razvojno slabiti in zaostajati za Zahodom, tako da so končno ekonomsko in vojaško močnejše evropske kolonialne sile skozi 19. stoletje in prvo polovico 20. stoletja tudi fizično zasedle pretežen del islamskega sveta. Obdobje evropske kolonialne nadvlade je bilo za muslimanski svet izrazito travmatično. Bistveno je razumeti, da je večji del svetovnih muslimanov tudi potem, ko so skozi 20. stoletje islamske dežele pridobile formalno neodvisnost, torej prvo obdobje po prvi svetovni vojni oziroma med drugo in po drugi svetovni vojni, dokončno neodvisnost, ostal prepričan, da zahodni svet zgolj v drugačni obliki ohranja svojo dominacijo nad islamskim svetom, ter da je slednji podrejen in šibak. Na podlagi tovrstne percepcije je po letu 1967 v islamskem svetu v ospredje stopil islam, torej vera, vključno z nastankom radikalnih islamističnih gibanj. Dogajanja v islamskem svetu po letu 1967 je mogoče razlagati s pomočjo sociološko-religioloških konceptov, religijskega nastopa in tako dalje. Malo, da se samo še trenutek vrnem v tisto zlato obdobje islamske civilizacije, tam nekje v času abasitskega kalifata, se pravi obdobje od 750 do 1258, ko so v zlatem obdobju tudi predvsem kalifa Al-Rašida pridobili in v arabščino prevedli vsa dostopna grška, znanstvena, medicinska, filozofska dela. Med drugim so bila pridobljena, prevedena Galenova medicinska dela, ter tako rekoč tudi vsa Aristotelova filozofska dela. Večkrat so prevedli tudi daleč najpomembnejše delo z področja astronomije, Ptolemejev veliki astronomski sistem, ki je bolj znan pod arabskim naslovom Almagest. Skratka, islamska civilizacija v tem obdobju, do 15. stoletja, oziroma nekako bi lahko rekli tudi do industrijske revolucije, na Zahodu ni zgolj reproducirala oziroma ohranjala antičnih dosežkov, temveč je to klasično znanje z lastno znanstveno dejavnostjo bistveno kreativno nadgradila, tudi s pomočjo indijske in kitajske znanosti, se pravi nekako predstavljalo v tem času tudi izjemno pomembnega posrednika teh dveh kultur. Muslimanski svet je dal posledično človeštvu izjemne znanstvenike. V članku jaz več o tem pišem, ampak ne omenim samo Ibn Sina, pa ne vem, Al-Razija, Al-Khwarizmi, da ne govorimo o teh znanstvenikih z področja astronomije, zgodovine, ne vem, Al-Birunija in tako dalje. Skratka,
zavidljivo in, bi rekel, civilizacijsko nekako, bi rekli, v primerjavi s takratno Evropo daleč spredaj, superiorno. Če govorimo dalje o samih zgodovinskih dogodkih, je tam nekje že v 10. stoletju so številni, bi rekel, kompleksni, okoljski, družbeno-ekonomski, politični dejavniki začeli povzročati slabitev islamskega sveta in nekako do začetka 17. stoletja povzročili dokončni znanstveni zaostanek islamske civilizacije za Zahodom. Šlo je za različne dejavnike, od recimo čist gospodarskih, ekonomskih, recimo propadanje namakalnih sistemov, naravne katastrofe, epidemije, tudi nenazadnje križarji, Mongoli, politična, religijska fragmentacija islamskega sveta in jasno evropska kolonialna ekspanzija. To vse je posledično vplivalo na izgubo mednarodne trgovine, finančno šibkost in tudi nenazadnje demografsko nazadovanje v arabskem svetu. V zadnjem četrtletju 18. stoletja je potem prišlo do hitrih, dramatičnih sprememb v odnosu med Zahodom in med islamskim svetom, kajti nekatere zahodnoevropske države so zelo povečale svoje tehnično znanje. Osmanski imperij pa, kot vemo, je v tistem času oziroma že več stoletij tehnološko in znanstveno zaostajal. Evropske države so zaradi napredka na področju medicine, kmetijstva povečevale svoje prebivalstvo, izboljševale stanje v ekonomiji, recimo ladjedelništvo, naraščanje znanja na področju pomorstva in vse to omogoča evropskim mornarjem in trgovcem vse od 15. stoletja naprej plutje po svetovnih oceanih, kar posledično pomeni ustanavljanje trgovinskih točk in kolonij. Ob koncu 18. stoletja so evropski trgovci in lastniki ladij prevzeli večino svetovne trgovine. Evropski trgovci so v arabski svet prinašali izdelke z drugih koncev sveta, evropski proizvajalci pa so z dobrinami izdelanimi v Evropi, v evropskih kolonijah, v Aziji, Ameriki tekmovali z arabskimi proizvajalci na evropskem in arabskem trgu. Posledica tega je bila, da so arabski proizvajalci kmalu izgubili tekmo, arabski svet pa se je spremenil v vir surovin za evropsko industrijo in tudi posledično kupca evropskih končnih izdelkov. Kolonialne sile, predvsem Velika Britanija in Francija, sta med prvo polovico 19. stoletja in začetkom 20. stoletja neposredno zasedle celotni Bližnji vzhod, večji del islamskega sveta. Torej, evropski kolonializem je povzročil celo vrsto negativnih dejanj, procesov in posledic za islamske prebivalce kolonialnih ozemelj. Muslimani nikoli niso sprejeli evropske nadvlade in so se ji tako rekoč nenehno upirali. Kolonialne oblasti pa so upore praviloma izjemno brutalno zatirale. Temu je treba dodati še vzpostavitev več dolgoročno negativnih družbenih struktur in procesov, poseben privilegiran družbeni položaj, predimenzionirane vojske, pomembna vloga, bi rekel, represivne birokracije, razbijanje domačih socialnih omrežij, posledične ogromne socialne razlike, ustavljanje domačih procesov demokratizacije, ustvarjanje odvisnih monokulturnih ekonomij, vsiljevanje politike sekularizma ter arbitrarno risanje državnih meja. Spomnimo se samo obdobje po prvi vojni, ko v mirovnih pogajanjih na koncu v Sanremu zahodni sili, predvsem Francija in Anglija, po Saint-Picquartovem sporazumu dobesedno rišejo meje Bližnjega vzhoda in tako nastajajo te nove države, ki jih prej ni bilo. Vemo, da ves ta svet bil osmanski. Mnogi muslimani, torej Arabci, so zaradi tako katastrofalne izkušnje z evropskim kolonializmom oziroma zaradi svojega ostrega zgodovinskega spomina, tudi potem, ko so njihove države v prvi polovici 20. stoletja pridobile formalno neodvisnost, ostali izjemno nezaupljivi do zahodnega sveta. Menili so, in tako je glavno še danes, da Zahod v odnosu do islamskega sveta vodi neokolonialno politiko, katere cilj je ohranjanje podrejenosti svetovnih muslimanov, se pravi islamskega sveta.
Nujno je izpostaviti predvsem dva elementa, ki v smislu ustvarjanja občutka zahodnega pritiska, torej nadvlade, najbolj povzročata strah pred neokolonializmom in posledični odpor. To sta problematika Palestine, izraelsko-palestinski spor in permanenten oziroma latenten strah muslimanov pred ponovnim neokolonialnim zahodnim neposrednim nasilnim vdiranjem v islamski svet. V muslimanski percepciji je nastanek države Izrael neločljivo povezan z obdobjem evropskega kolonialnega imperializma. Izrael je obravnavan kot evropsko-ameriška zahodna kolonija sredi arabskega sveta, kot orodje zahodnega imperializma ali kot mostišče za projiciranje zahodnega vpliva. Penetracija in dominacija v arabskem svetu. Posledično je vse, kar naredi judovska država, v veliki meri obravnavano tudi kot dejanje Zahoda. Če se še malo vrnemo nazaj, Generalna skupščina OZN je, mislim, da je bil 29. november 1947, sprejela tako imenovano delitveno resolucijo, ki predvideva vzpostavitev judovske in palestinske države na ozemlju nekdanje britanske mandatne Palestine. Vendar pa je judovska država Izrael zaživela, vemo, da maja 1948, medtem ko je palestinska država vse do danes samo še na papirju oziroma ni nastala. Razlog je v tem, da Izrael vse od leta 1967, ko je okupiral zahodni breg, Gazo in vzhodni Jeruzalem, s konstantno kršitvijo mednarodnega prava, predvsem naseljevanjem judovskih naseljencev na okupiranem ozemlju, uničuje možnost nastanka palestinske države. Izrael poleg tega povzroča vse večje trpljenje palestinskega prebivalstva, saj se med drugim prilašča večino vode na okupiranem ozemlju. Ker ZDA, ki v muslimanski zavesti personificirajo Zahod, kontinuirano podpirajo ali tolerirajo politiko države Izrael, na ta način pa posredno sodelujejo pri povzročanju dramatičnega slabšanja položaja Palestincev. To v arabskem in islamskem svetu krepi občutek, da zahodni svet naproti islamu vodi nepravično, arogantno in agresivno neokolonialno politiko. Pri tem se je treba zavedati, da preganjanje oziroma trpljenje muslimanov kjerkoli v svetu povzroča razburjenost in jezo muslimanov tudi jasno v drugih delih sveta. To je posledica tega, da ima koncept ume, percepcija obstoja globalne muslimanske skupnosti, ki izraža ideal, da bi bili muslimani v vseh deželah združeni kot ena skupnost v islamu osrednjo mesto. Torej, prepričanost muslimanov, s tem govorim torej o Arabcih, o agresivni neokolonialni politiki Zahoda in posledična protizahodna naravnanost, sta seveda najbolj spodbojeni z vsakršnim zahodnim nasilnim poseganjem v islamski svet. Spomnimo se samo na dogodke v Iranu leta 1953, ko so odstranili Mossadeka, medijskega predsednika, pa potem francosko-britanski izraelski napad na Izrael leta 1956. Izjemno negativen učinek je imel tudi vojaški poseg ameriško vodene koalicije proti Iraku leta 1991 in seveda tudi vojaški napad ZDA na Irak marca leta 2003. To vse je jasno potem strani Arabcev občuteno oziroma v zavesti teh ljudi percipirano, da tako rečem, kot neokolonialno dejanje. Stališče pretežnega dela svetovnih muslimanov, da Zahod izvaja to dominacijo nad islamskim svetom, objektivno gledano ni daleč od resnice, kajti Bližnji vzhod in širši muslimanski svet sta v času kolonializma dejansko postala dominirana periferija, bi jaz temu rekel, ki je v okviru svetovnega kapitalističnega sistema podrejena zahodnemu dominantnemu jedru, kot razlaga strukturalistična teorija mednarodnih odnosov. Podrejenost muslimanske periferije temelji na njeni politični fragmentiranosti, monokulturni naravi njenih ekonomij in povezanosti večjega dela domačih elit z zahodnimi elitami. Kot že omenjeno, so bile države jedra, torej Evrope, v primeru neposlušnosti periferije, torej arabskega
sveta, tudi pripravljene vojaško posredovati, recimo primer Mossadegh v Iranu. V 50. in 60. letih prejšnjega stoletja se je v več državah, recimo Egipt, Sirija, Irak, Libija, Alžirija, kot poglavitna ideologija uveljavil arabski nacionalizem. Med novimi režimi je bil daleč najvplivnejši egiptovski, ki ga je v letih 1954-70 vodil Nasser. Egiptovski predsednik je bil izjemno priljubljen med arabskimi množicami, je tudi uveljavil to ideologijo tako imenovanega arabskega nacionalizma oziroma socializma, ker je pač izražal antiimperialistična, pogosto razumljena kot protizahodna in na nek način tudi levo usmerjena protikapitalistična stališča, ter tudi vodil takšno politiko. No in zdaj bistvo tega, se pravi posledice vsega tega, do bistvene spremembe je namreč prišlo v tako imenovani tretji arabsko-izraelski junijski ali 6-dnevni vojni leta 1967, v kateri so bile arabske armade katastrofalno poražene. Hkrati pa se je začela izraelska okupacija arabskih, torej palestinskih ozemelj. Tedaj je namreč islam postal prevladujoča ideologija. Potem, ko je sekularni arabski nacionalizem, ki ga je uveljavil Nasser, široke množice, bi lahko rekli, navdajal s ponosom, se je to sesulo torej po tej vojni leta 1967 kot hišica s kart. Ker torej ta sekularni nacionalizem ni zmogel zagotoviti odpora proti tujemu vmešavanju, je tovrstno vlogo prevzela vera, torej islam. V Egiptu po letu 1967 ni prišlo zgolj do obnove osebne pobožnosti, temveč je obstajalo širše zavedanje o družbeni in politični dimenziji vere, v okviru katere naj bi bil vernik aktivni igralec v dinamiki javnega življenja. Prišlo je do vstopa širokih segmentov prebivalstva v politični proces. Poleg tega so se revitalizirala zmerna islamistična gibanja, razsvetela pa so se tudi radikalna, tako rečem militantna islamistična gibanja. V kontekstu percepcije podrejenosti muslimanskega sveta in posledično ponovnega dviga islama po letu 1967 je nujno treba izpostaviti, da se je v zadnjih 50 letih do radikalizacije dela muslimanov, da je prihajalo po neposrednih ali posrednih agresivnih vdorih zahodnih in nekaterih drugih držav v islamski svet. In vse to je povzročilo, kot sem že omenil, tudi radikalizacijo dela svetovnih muslimanov. To je mogoče razlagati z uporabo koncepta kulturne obrambe, ki ga razvijal sociolog religije Steve Bruce. Vloga religije v konceptu kulturne obrambe je naslednja. Če sta dve ali več skupnosti v medsebojnem konfliktu in če imate različne religiji, na primer protestanti in katoliki v Alstru ali Srbi, Hrvati in muslimani v Bosni, potem lahko religijska identiteta vsake od skupnosti pridobi nov pomen oziroma se vzpostavi nova lojalnost do nje. Razlog za to je v tem, da se skozi religijsko identiteto izraža etnični ponos. Podobno je mogoče reči, če obstaja ljudstvo, skupno religijo, ki mu dominira zunanja sila, ki ima različna religija ali pa sploh nobene. Potem religijske institucije pridobijo dodaten pomen kot branilke kulture in identitete ljudstva. Jaz tu zdaj na ekranu vidim, da nekako mi čas uhaja. Ja, prosim, če počasi zaključite. Če mi dovolite samo še zaključek. Torej, tako bi rekel, da v islamskih deželah, torej, ki so bile v kolonialni odvisnosti, se je islam uveljavil kot posebna oblika boja za nacionalno in kulturno neodvisnost. Če hočemo razumeti, kakšno vlogo ima vera v vojnah danes, kako je vera danes izkoriščena z vojne v imenu Boga, se moramo vrniti prav to obdobje 70. let 20. stoletja, kar sem omenil. Kar je silno zanimivo, recimo tudi ena od mojih študij, tudi jasno veliko izkušenj s terena, da kako se to odraža v vsakdanjem življenju. Na fotografijah v času tam po Koristovni vojni,
družinskih fotografijah, bomo videli, da je večina žensk odkritih, se pravi brez hidžaba. Medtem ko na fotografijah, družinskih fotografijah, ki so nastale kasneje, se pravi 80-ih, 90-ih, danes, je večina žensk zakritih. Se pravi, simbolično Ruta kot simbol tega vera je tisto, kar nam je še edino ostalo torej edino upanje, ki nam je ostalo v boju proti zunanjim, zunanje agresiji, torej agresiji, hegemoniji zahodnih sil.